Grede, a mi lahko en pri BMW-ju razloži, zakaj lahko pri Škodi Karoq postaviš merilnik vrtljajev direkt v sredino? Veš kaj tukaj pišem? Škoda Karoq Sportline 2.0 TDI 4x4 110 kW. To je cel ime tega avta. A gremo malo skozi. Tole, kar gledaš v tem trenutku, je eden najbolj pričakovanih avtov na slovenskem trgu v zadnjih letih, je tudi naslednik Yetija. Obenem je tudi en tak mini Kodiaq. Čeprav tok mini spet ni, že Yeti ni bil drobižek, tale pa recimo 16 cm daljši, pa placa, tega je tudi veliko. Drugač pa osnovo, na kateri bo narejen, zelo dobro poznamo, gre za to Volkswagenovo modularno prečno platformo. Če rečem modularna, veš kaj to pomeni, ne? To pomeni, da se jo da fejst prilagajati. Volkswagen na njej dela koliko? Desetine različnih avtov. Drugače pa tako, ceno ponovadi obdelam bolj proti koncu, da imajo danes pri začetku Karoq v osnovi stane tam ene švoh 22. Tale test, to se pravi 100 opremo v osnovi stane dobrih 30, točen ta pa 34. Dobro, Škode že dolg časa nimajo več ekstremno nizke cene, ampak verjemi mi, tale avto recimo jo kar orenko pravič. Zdaj, koliko človek dobi za svoj denar, to bi se dali razpravljati. Pri vsakmu avtu, ne sam pri temu. Jaz lahko rečem samo to, da se tale Karoq kar orenk potrudi za to, da to ceno vsaj delno upravič. A ja, pa ta Sportline oprema prinese tudi te lezice. Stari orenk. Pa ne samo zato, ker ima integrirane vzglavnike, pa izgledajo res športno. Dejansko se v njih odlično sedi. In veš, kako je znak poprečno dobrimi odličnimi sedeži, ne? Še malo rajš se usedeš v avto pa za volan. A je sam pri meni tako? Ne vem. Pri meni je tako. Pa pele se mi top. Mislim, avto je predvidljiv, je pa glih prav čvrst. To, da ti malo tistega športnega feelinga da, obenem ni preveč naporen, konec koncev pa tudi čvrstost, ne? Človek, ki si bo zbral opremo Sportline, si bo tega menda malo želel, a ni tako? 4x4 pogonom je pa tako, če bi jaz ta avto kupoval, ga ne bi imel pod mus, ampak to je čisto odvisno od vsakega uporabnika posebej, a ni? Pa še ena stvar čisto na mimogrede, Tini je bil ful všeč tale kombo bele karoserije pa črnih dodatkov. Vidiš, tukaj govorimo o feltnah, pa o špeglih tudi. Pa prijemo počasi pa do tele palčke tukaj. To je ročen menjalnik, jaz bi vzel avtomatskega. V isti sapi pa poudarjam, da je tale izdelek odličen. Ni izjemno športen, hodi niso ful kratki, so pa natančni. Pa ful bi pohvalil digitalne merilnike, meni grafika ful všeč, lahko jo valjda prilagajaš, mene pa najbolj všeč tale videz. Veš? Mimogrede, a mi lahko en pri BMW-ju razloži, zakaj lahko pri Škodi Karoq postaviš merilnik vrtljajev direkt v sredino, pri BMW M850i, ki ima tudi digitalne merilnike, pa tega ne moreš narediti. Zdaj pa, da no kdo rekel, da nisem omenil družinske uporabnosti, v drugi placi je vrste ogromen, ne? V drugi vrsti je placa ogromen, mimogrede, ti zici izgledajo odlično tudi do zadaj, a ne? Pa še ena stvar, če se jaz ne motim, če zbereš ta pravo opremo ali to na doplačilnem spisku, se ne vem, ti pri Karoqu lahko zice druge vrste tudi čist ven daš, tako kot včasih v klasičnih enoprostorcih. A sem jaz zdajle ful mimo falil, nisem šel preverjati. Drugače pa v avtu kupenih teh Simply Clever dodatkov, od baterije do tega, da lahko prilagodiš dno kufra, le recimo takole, pa takole, pa omejiš kakšno stvar, da bi se premikala. Prosim? Kaj gre mimo? Gre mimo, ne? Okay. Teh Simply Clever dodatkov veš koliko je, ne? 381, ni jih v resnici 381, pogromen, ne? Ta je bil pa tisti, ki je vse začel. Ta je bil eden prvih vidnejših, pa še danes najbolj prepoznavnih. To veš kaj je, ne? Strgalo za oči. Pardon, dajmo pomahati. Pa tle v drugi vrsti imaš recimo tudi kavle za vrečke, pa en predal na levi strani, pa en predal na desni strani, pa še en predal na desni strani, pa še en kavelj tukaj. Ale pa tele gumice v vratih, so mi všeč. Take stvari, no, tega je po celem avtu dost. Ja, kufer, ta pa ni električen. Mislim, vrata niso električne. Ok, zdaj pa še največji kompliment, ki ga Karoqu lahko dam. Je odličen all-rounder. Je ful pameten, imaš več kot 20 asistenčnih sistemov. Zelo dobro se pele, prostoren je, prilagodljiv pa uporaben tudi. Pogonska paleta je pestra, spreden pogon, štirikolesen pogon, motorjev kakor češ. Pravzaprav izrazitih minusov nima. Ajde, vstopna cena, ta ni špas, pa tu zelo hiter avto rata drag, ko začneš dodatke not filati, to je res. Ampak generalno gledano ti zelo hiter rata jasen, zakaj se ta avto dobro prodaja. Ne samo zato, ker je Škoda, pa je Škoda precej popularna, predvsem v teh koncih, pa sončne špeglje dec pozal, pa pol videa gledam na en uč. A kaj me pa moti te zanima? Unga X-Factorja je imel pa Yeti ene 7-krat več. A drži? Je pa to ena stvar, ki jaz tema avto ne zameram niti malo, tudi prodajajo se zaradi tega ne bo nič slabš, po mojem. In to je to, takole na hitrco. Jaz spet pristaja. Mi že me je videl. Private jet, da ti pokažem klip. Huawei P30 Pro. Sem posnel z 10-kratnim hibridnim zoomom od telefona.
Moram malo reklame narediti. Ne, res, brez jebancije. Odkar imam, to je to čist druga zgodba, ko snemam stvari, ki so malo bolj oddaljene. Spomnim se sam vloga prvega o Fordu Rangerju Raptorju, ker sem bil v kokpitu potniškega letala in je nasprot letel drug avion in sem sam butnil 5-krat na zoom, pa sem ga lahko ujel